Si že fukala na svoj komad. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli za eno epizodi Člani podcast. Subscribe. Dober dan, Jure, koga imamo danes z nami? Danes je z nami glasbenica, podjetnica Gaja Prestor. Dober dan, pozdravljeni. Pozdravljeni tudi ti. To je bil za tak radijski pozdrav. Pozdravljeni in dobro jutro. Sej ti ta mikrofon, dej si, kjer boš. Lego je na... Ja, ma pismo, če ne vem, če je rekel, da ne gre bolj naprej, stari. Ja, ma ti, lej, mej si ga. Okay, Samo da ga I'm imaš okay. predusti. Tako, mega predusti, ja. Ja. Ok, super, to se narobe sliši. To sliši. V glavnem ga je koskej. Govori v njega. Kaj? Koskej. Odlično. Super, danes sem v bistvu full fine, zato ker šla sem zjutraj iz Ljubljane in je bilo tako vreme, da bi pač človek se sam pač tako zavil posle in ne šel ven. Pa bolj, ko sem šla proti obali, je bilo lepše vreme in sem tako, pa mi je bilo ful vroče, in sem tako, sonček 20, skoro sem super. Balno, smo pozabili povedati. Dobrodošli zdaj na najboljšem podcastu v Sloveniji. Klemen, lep pozdrav tudi tebi. Naš tim je naredil analizo. Raziskavo je naredil, analizo. Pač on je trkal po vratih v okoljskih mestih. Ne, in, V Sloveniji, ne, naš sovoditelj. Naš tim, naš sovoditelj je trkal in imel anketo in je prišel do odkritja, da smo najboljši podcast. Ja. Zdaj, njegove tehnike niso tu za, veš, ne vemo, kakšne so, ampak tako so rezultati. Kjer vam je najboljši, so rekli si Člani podcast. Ja. Ok, to je v redu. A ste šli to Radeče? Ja. Posod smo bili. Ne vem, če tim veke so Radeče, ampak mislim, da je bil tam. Se za to vprašam, no, ker sem iz Radeč. Bil je sigurno. A niti potrkal tebi? Okay. Ja, lahko mamo pokličem, če je trkal. Sigurno je odgovorila, sigurno. Gaja, kako si kaj preživela ta teden? Ta teden, se moram prav malo spomniti, kaj sem delala. Jaz imam kar tako slab spomin za kratkoročne stvari. Smo videli. Kaj sem delala? V bistvu sem nekaj me grlo bolel v začetku tedna, ampak nisem imela korone. Sem se testirala 2-krat in sem v bistvu bolj kot ne malo počivala. In v bistvu delala za par projektkov, na katerih zdaj delam. Bila sem v studiu, bila sem na enem eventu, včeraj sem bila na večerji in tako, malo bolj tako v easy teden. Po mojem bom vedel, na katerem eventu je, ker sem jaz zašla tudi Alja, neki to Kozmopol. Ne, nisem bila na Kozmopol. Neki taki. Ne, to je bila sem bila Kozmo konferenca. Letos, to je bilo neki. Nisem bila povabljena. Ne, oni so dobri z nami, so nas objavili. Mi vas imamo radi. Te niso povabili, ležite. Ne, ali pa sem jaz tudi spregledam kakšne povabila. Ne, tako da ja. Mi smo eno tako, kakor neko malo privat žurkico pri enih prijateljih, tako da. Lepo. It was fun. To je bilo zdaj ta vikend ali prejšnji? Prejšnji. Aha, čakaj, kaj pa ta teden? Ja, ta teden, jaz se res spomnim, pa sem delala ta teden. Moje ne boš, da začneš tako, ne vem, si bila v kakšnem studiu, začetek. Veš kaj, da se boljše spomniš, ne, ti lahko da Jure en na svet, kako biti bolj produktiven in kako si zapolniti svoj dan, kaj delaš. Jaz sem vseeno na telefonu, na unem kodačku. No, vidiš. Imam kle telefone. No, to je tvoje področje. Ne. Pa zgodna ura je še. Tako, ja, da se zbujaš? Ni to zgodna ura, ura je 12. To je ta influencerski life, ne? Danes sem si prvošla malo dlje, danes sem spala do 9, pol 10, drugače pa se ostajam ob tam, pol 8, 8. In kakšen je tvoj dan? Kako se ga lotiš? Ful odvisen, najboljš mi je, da se zjutraj zbudim tako, brez budilke, ampak sem pa ful opazila, da recimo se sama od sebe vedno zbudim okrog 8, ampak če imam recimo neki, da nekam moram iti, ne vem, ob 9, se ful težko zbudim, če pa vem, da sem lahko še ne vem, par ur doma, mi je pa tako, best, it's all good. Ja, tako najboljš mi je, da se evo zbudim tam okrog 8, v easy spijem kavo, kar vem, da ni najbolj zdravo, da na prazen želodec prvo spiješ kavo, tako da to moram malo spremeniti to navado, ampak počasi. Nekaj za jest. If it's a good day, grem na fitness. Zjutraj? Ja, pod zajtrkom, ampak zdaj v bistvu že skoraj en mesec nisem bila, ker sem imela ene zdravstvene težave in sem si vzela malo bolj na easy. Prijem domov, pa urejam maile, pa vse pač stvari, ki jih moram tisti dan narediti, pač si dam neke taske, pa v bistvu ponavadi čist odvisno res od dneva. Kdorkoli me to vpraša, nikoli ne znam povedati, ker je res pač vsak dan tako čist drugačen. Torej si pustiš neko svobodo, da se malo spreminja. Ja, to mi je najbolj, imam se zmešali, da bi mogla vsak dan iti nekam na job, tako od 8 zjutraj do 4 popoldan, pač tako ne predstavljam si tega res. Ja. Dobre, jaz imam v bistvu job in moram delati 8 ur.
Ampak ja, delam 4 dni od doma, tako da lahko malo si prilagodiš bolj, ne? Ampak ja, če pa bi mogel iti vsako jutro ob 7 tam do 4 tam, tudi ne bi bilo jih najbolj prijatno. Ja, to je kar smotanje. Mislim, zato sem tudi recimo že tako hiter v srednji šoli recimo začela ful enih stvari zraven delati, ne? Da sem si nekako postavila ene temelje, da pač nisem rabila. Kaj so bile te stvari? Ja, vedno po šoli, jaz sem drugače hodila na kozmetično, srednjo šolo, tako da sem v bistvu kozmetičarka po izobrazbi, kar veliko ljudi ne ve, ker sem hotela v bistvu na začetku delati kot vizažistka. In sem v bistvu tudi tako... Kaj je to? Vizažistka, to je pač make-up artist. Okay. Ja. In sem v bistvu pa tudi tako začela, ja, v bistvu to je bil moj prvi job, tako da sem v bistvu mazala vejbe za maturanske plese. Tako da to... Pa sem pa vedno po pouku imela vse ene 2-krat ali pa 3-krat pevske vaje, pa še kakšne te delavnice, ki sem na njih hodila in pa v bistvu zraven teh pevskih vaj smo potem pač imeli koncerte in ja, sem v bistvu vsak dan bila v Celju od 6 zjutraj pa do 6 popoldan. Sploh po zimi je bilo to dosti depresivno, ker sem dobesedno šla po tem in prišla po tem in nazaj domov. Jaz se to spomnim, sem bil na Friju, na fakulteti za računalništvo in informatiko in je bilo isto. Si prišel tam ob 7, šel si v tam in veš, za nekega človeka, ki se je prišel v Ljubljano in sem živel še v akademskem kolegiumu, ki je bil to je najslabši dom pač. Oni dom ne smeš prenoviti, ker je Plečnikovo delo. Okay. In je bilo kot da bi bil v vojašnici, pač ležit. Oni tuši so bili tako, veš, kot da smo v glavnem grozno, no, to je pač ja, to, da se zbujaš ob 6 in priješ domov ob 6 in nimaš nič od dneva, pač razen faksa. Ja, in pa se vležeš v pojsem se kaj ena rastlina in si tako, what am I doing with my life? A ti, Jure, kaj je bil kaj tvoj teden? Moj teden. No ja, moj teden je vedno približno isti. Pač ja, zjutraj se zbudim, malo joge delam, pol pojem zajtrk. Kakšno jogo delaš? Ma nekaj raztegovalno bolj, ni neki ono, veš, da bi neke one poze delal, ampak... pač ja, ko sem bil na mojem potovanju, sem delal to jogo vsak dan, samo tisto je misija po svoje. In najbolj smešno je bilo, ki enkrat, to sem že povedal, sem obtičal v eni poziciji. Kaj? A te je heksen šusel? Ne, samo sem se toliko prepletel, da nisem se znal odplesti. Ej, ena ful smešna zgodba, sem se spomnila glede te joge in stuff. Jaz sem bila isto, ko sem bila na Tajskem, sem bila prvo leto. Smo bili na neki plaži, na nekem partiju, ko je tako itak milijon enih različnih ljudi, ko tam delajo vse, od nekih akrobacij in plezanja in vsega. In sem spoznala enega Nemca in on tako, oh, do you want to do acro yoga with me? Pa jaz tako, what is acro yoga? Jaz to ne vem, če jaz to znam. In on me je pač prisilil, Luka je bil pač tako, ja, pejt, pa jaz tako, ne, ja, pejt in grem. In potem sem delala samo mogoče nek sliko, tako v glavnem, basically on je ležal na tleh in jaz sem pol nekako stala na njegovih nogah in tako, whatever, ampak poslušaj to, ko se jaz pač gor dvignem, tako v bistvu sem lahko, ker da sem imela pač tako noge gor, če si predstavljaš, tako sem imela noge, ja. Se meni samo pač tako in on je tako spodaj pod mano, meni se sam tako hlače strgajo, tako od tle in do konca riti, tako dobesedno imel pač tako so everything, ampak tako pač res samo hlače so si strgala in sem lahko sam. Ojoj. Nice. Ampak je bil prijazen. Ampak v bistvu kaj je tako, samo te neki, kaj je point joge v resnici? Se mi zdi tako, da se malo raztegneš. Se mi ni zdi v resnici, da je point tega. Ja, mislim, joga, jaz nisem tok. Ja, se to, joga ja. lifestyle, ampak če druge vprašajo, je tudi malo tako, veš, ta mind-body connection, malo za dušico, za malo, v bistvu neka oblika meditacije, no. Ja. To bi mogla malo več prakticirati v mojem življenju, se mi zdi, ampak imam malo odpora, tako da... Maybe next year. Se mi zdi, da vsak šport, ne vem, recimo zame sem opazil, sej recimo te joge, potem je ta sem ful neki delo, veš, ko sem prišel iz tam nazaj in to, sej on, nekaj, se trudiš, neke stvari izpadajo počasi, ki vidiš, da ni nekega benefita, torej nekaj obdržiš, nekaj pa pustiš, ne. Ampak recimo tudi pri fitnessu jaz opazim, da je podobno. Čim nekaj delaš fizično naporno, dejansko ne razmišljaš o ničemer in kind of je meditacija. Ja, razmišljaš o tem, kako te vse boli. Ja, kdaj bo konec? Ja. Kaj pa ti, Matej? Ne vem. Kaj se ne bo to. A ja, to si rekel, da si imel malo blokado. Brain freeze. Ja. Ne, bil sem na Radio Center. Na Radio Center si bil. Na Radio Center. Super. Lušno sem promoviral člani podcast. Sem videl. Tako da je bilo kar lušno. Postal sem voditelj za par minut, tako da get on my level. Povabili na radio, postanem voditelj. Kako se počutil kot voditelj na radiju? Tako, vodil sem jih. Kar lušno je bilo, ja. Vodil si voditelje. Tako. Zdaj vprašanje je še zate. To vam zdaj jaz sprašam vse goste. Ima voda okus?
Čakaj, da pravim. Ima voda okus. Dobro, ti piješ vodo z okusom? Ne, ni z okusom, samo take barve. Ja. Ima voda okus? Ja. Ok, hvala. Jaz sem tudi mnenja, voda ima okus. Ja, mislim, ima okus, sem pač... Po vodi. Ja. Amen, hvala. What? Hvala, ena pametna. Čeprav? Ne zaradi tega, ker recimo, če imaš različne vode, imajo pač različne okuse. Ne? Jaz sem takrat opazila, že, da recimo doma, če pijem vodo v kopalnici ali pa v kuhinji, imate drugačen okus. Ja. I don't even wanna know why, ampak tako ali pa recimo, če grem k babici na Koroško ali pa če grem, ne vem, domov v Radiče ali pa če sem v Ljubljani, pač so vode tako druga pesem. No. Sploh jaz, ker sem ful ljubiteljica vode in to ful hitro opazim. Jaz sem videl nekega... Najljubša voda, domača iz pipe. Ful ekstra ljubiteljca vode si ti. Ne, drugače, tako od teh vod mi je dana. Ok. Ja, dana. Temperatura vode? Da ni premrzla, pa da ni pretopla. Nekaj vmes to za glasilke dobro, veš. Ne smeš biti premrzlo. Tako da v bistvu tudi priporočljivo je, da tudi takrat, ko ne vem, švicaš pa si na džimu, bi mogel piti v bistvu toplo vodo, da telesu ne daš prevelikega šoka. Sem pač to je tako malo... To je tako skregano. Malo je skregano, ja, tako da jaz tega ne prakticiram. Prej sem hotel reči, da sem videl, da v bistvu imaš tudi vode po 1000 evrov, ne? Veš, ki so neke specialne, iz tega izvira, ima toliko mineralov. Pač vse, kaj ti vkušaš, neke minerale v bistvu stopljene. Ja. Veš, da sem prav v Fidži enkrat in koliko je draga, res je bila dobra. Ja? Pač res mi je pač je ono... Sproti lahko ti ta efekt, veš, pač sem plačal toliko je toliko. Ne, res. Ja. Sem si dal prav različne vode, Fidži bila res... Ok. Ja, ma si videl, kjer vodo piješ? Ne, sem natočil kozarc. In nisi vedel, kjer je kjera? Fidži je bila... Nisi vedel, kjer je kjera? Ne, Fidži je bila... A sta gledala slučajen dokumentarc, ki je Zac Efron ga imel? Se mi zdi, oziroma še na Netflixu, ko sta v bistvu z eno bejbo raziskvala tako neke naravne, ne vem, vire, whatever v različnih državah in so imeli eno epizodo, kjer sta v bistvu bila v Franciji in sta imela water tasting, to je nekaj, kar bi te mogoče zanimali, in sta imela tako vode od, ne vem, 10 centov pa do, ne vem, tako si rekel, pač 1000 evrov. Ne? In največji joke je ta, da najdražja voda, mislim, ali pa ena izmed dražjih, ne me zdaj za besedo čisto zet, je bila v bistvu iz Slovenije, ja, v taki neki ful posebni neki flaši in v bistvu bolj so oni so bili čist, wow, da kva je to, tako noro in v bistvu je bil to donut. Donut, ki so ga dali v neko fancy pač flaško in ne vem, kjera država je pol to nekako zakupila, ker v bistvu ne vem, če je to zdaj dejansko naše, ampak dejansko iz izvira, ki ga imamo pač mi doma lahko kupimo fucking donut. Pač so oni... Donut je mineralna voda. Ja, ampak oni so pač mineralna bila in v bistvu dobesedno donut so pač dali v neko fancy flaško in prodali za, ne vem, 1000 evrov in oni so bili amazed, ampak ja. Tako da to si pogleda, to je ful zanimivo. Jaz sem proval enkrat prav iz izvira pit vodo, mi je bilo najbolj bizarno, smo šli canyoning v Kranjski gori, stojimo tako do boka v vodi in je rekel, to lahko zdaj pijeste. In on je stal nad tabo. Ne, že je bilo smešno, sem rekel, da nehaj, to lahko zdaj pijemo. Ja, pač to je tako, vse sveže, pač sem dal glavo notri, piješ in je jako. In je ful dobra voda. Ja, valjda je. Ja, še malo, tako neka juhica v bistvu, če ste bili vsi notri. Jo, jaz to nikoli ne bi čisto zaupala. Ko je bilo mrzlo. V glavnem, Gaja, povej ti malo, kdo si, kaj delaš, kje si začela? Zdaj si me našel, zdaj se počutim, da sem pri moji terapeutki. Kdo si, Gaja, povej mi. Kdo si, Gaja? Ja. Kdo sem? Povej mi ti. Ne mi ti povej, kdo sem. Ja, v bistvu se mi zdi, da sem dejansko glih zdaj v enem takem obdobju lifea, kjer se malo iščem, oziroma sem začutila tako, da je sploh letos pa lani, v bistvu od korone nekako se je zgodilo toh enih stvari, ki jih recimo še nisem čisto procesirala in se je v bistvu tudi live zame prejšnji mesec malo ustavil in sem res tako si vzela full na easy, sem preživela eno zelo težko stvar, o kateri bom kdaj pripravljena malo več povedati, ampak trenutno še nisem čist tam in v bistvu zdaj se iščem. Ampak sama kot jaz sem oseba, ki ima full enih ambicij, ful bi rada delala enih stvari, ustvarjala. In kaj je to, povej? Muska je moja prva ljubezen.
Ampak v Sloveniji je z muziko tako, no, si lahko predstavljate kako, no, tako kot v vsakem biznisu moraš včasih dati na stran kakšne stvari, ki bi jih ti dejansko hotel delati, pa mačkam bolj in to smeri, ki te pač drugi pušajo, tudi zato, da lahko prideš ali na radije, ali da imaš nastope. In pri glasbi je vedno tako, da jaz sem si vedno hotela delati, pač na dolge proge, to je pač tek na dolge proge, ne na kratke, ker recimo, če bi hotela zdaj raditi mega super zvezda, biti posod na prva na lestvicah in ne vem kaj vse, točno vem, kaj bi mogla narediti, ampak I don't wanna do that. Tako da počasi in bomo videli, kam se stvari Najprej, prej si zapeljejo. šel pogledat tvoje komade, Ja. lušni komadi. Tvoj komad Najino nebo je ful tak fuckable komad. Ta je Si meni- že, ta je meni tudi fukala na svoj najljubši. komad, na ta komad. Ne, to si pa ne, nisem. Ok, zakaj ne? To bi bilo tako malo, pol bi tako malo vse razmišljala. Mislim, jaz to ne vem, če je zdaj to ok? Si kao bad bitch tekaš. Ne, se je kao, se tako mat smo naredili. me. Tako mat smo drugače, ko smo ga žanom delala, so bila protko, ja, dajmo narediti pač en komad, tako Je bolj tako tak, kot ja. The Weeknd in pač je, da lahko folk fuka. Ok, torej priporočaš fukat na tvoj komad. Ja, lahko probate in pol Tagajte napišete jo na review. Instagramu, na story, ko daste, tagajte, evo. Ja, ta je v bistvu en od mojih najljubših, lahko rečem. Tako da, ja. Ok, For obvious reasons. kje si začela to tvojo kariero ti? Dobesedno pač kot mehna sem pač ful pela, maj pa očista mi rekla, da sem, ko smo šli na morje, recimo, pač pela celo pot skozi in pač tako, da se pač nisem ugasnila. In pol so me dali pač v pevski zbor, ko sem šla v osnovno Da se šolo. te znebijo. Ja, tako da še malo tam poj. In v bistvu me je profesorica, ker pač že takrat, ko smo imeli pač prvi nastop, pač postavila, da sem pela neko solo točko in sem imela pred celimi radičami, sem jaz pela neke milne mehurčke, nekaj naredila bo mehurčke, mavrično rumene, nekaj tazga je bilo in smo imeli v radičah pač nek ta nastop in moji starši pač niso vedeli, da bom pela solo in so bili vsi tako, kaj, ful hudo. In takrat sem pol začela še hoditi na solo petje, pa sem začela v glasbeni šoli sem drugače igrala violino in violo, potem sem se sama naučila igrati kitaro, ukulele in pa sem začela pač pisati svoje komade na kitaro. Pa sem spoznala Žana Serčiča. Malo timeline, kaj pri tretjih, 15, ne, tako, tukaj okej. sem bila ene 15-16. No. Okej, dobro, Takrat sem dobro. napisala, sem pa pred 12 napisala prvi komad, ki je tudi na YouTubu, ampak to je pa tako, lahko pokažem, tako zelo luštkana stvar. Ja, in pa sem spoznala Žana, pa ene 15-16 in sva v bistvu Žanom začela delati, ker pač moj prvi producent in takrat sva naredila tudi prvi moj komad, ki je bil mečkam bolj profi narejen, to je, kar imam in potem so se stvari začele odvijati. In ja, nastopi in vse. Nastopala sem sicer že ful prej, tako, ne vem, po vseh teh lokalčkih, seveda vse za ston, da sem pač dobila si kilometrino. A ja, pa še band sem imela. To vedno pozabim povedati. Ker sem bila ene 13 in smo imeli v bistvu v Trbovljah, smo imeli kao bazo in smo bili dejansko ful dobri. Igrali smo v Štuku za Bajago pred skupino. Jaz sem bila tako ena mulka, stari 13 stara in tako pridem na oder in tako vsi pač kot takle dela. In pol dejansko ful, tako pač folk bil ful navdušen in je bilo kar epic. Z njimi sem dobila v bistvu največ nekih izkušenj za nastope, pa govoriti pred folkom. Kdaj si pa zaslužila prvi denar, ki si vedela, da Dinarji, to je pa lahko zdaj moja karijera? A z muziko? Ja. Ja, po mojem glih tam konc, glih s tem bandom smo imeli, ampak to je bilo tako, ne vem, 20-30 evrov na špila. Ampak že to recimo nisem odraščala zdaj tako, da bi ti rekla, da bi imela skozi full denarja, oziroma ga prej nisem imela, kakor imela in to, da sem lahko dobila, ne vem, 30 evrov, da sem za 2 uri pač nekje pela, se je meni zdel pač. Ja, I'm rich. Sej, ampak 30 I'm evrov rich. se to je koliko, ne? 2 uri 15 evrov na uro. Pač, Ja, lej. Ja, ni malo, ne? Ni malo. Ja. Zdaj, že če govorimo o tvoji glasbeni karieri, jaz sem zasledil, da si podpisala z Universalom ti pogodbo. Kaj lahko poveš malo več, kako to izgleda? Mislim, kaj to sploh Ja, pomeni v resnici? Jaz se ne spoznam toliko na ta glasbeni svet, ampak pa že dva. Ja, mislim, ti se spoznaš malo. Ja, malo. Ja. Se iskreno se še jaz ne spoznam najboljšno, ker to so take stvari, da
tudi se vse skozi To spreminja. pustiš menedžerju, oni to Exactly, ja. Ne, v bistvu Universal Music sem prišla v kontakt, tako da ko sem v bistvu začela delati lani z Zalo in Gašperjem, smo v bistvu naredili format skupaj in tako sem v bistvu, smo se pač vsi spoznali in so bili oni ful navdušeni, da bi pač delali z mano. In smo v bistvu potem, je kar nekaj časa trajalo, da smo pač pogodbo podpisali, ker to je tako, veš, res dolga pogodba in nočeš se zabavati s pogodbami. Če jih sam pogledaš in jih daš pogledati pravniku, pa unem sem, da je res vse tako, kot mora biti. In smo potem podpisali pogodbo aprila, kar je v bistvu tudi mene dal kot artista v bazo v bistvu za celo to našo regijo, pač v bistvu cel pač Balkan. In Avstrija, Nemčija imajo oni pokriti, ker v bistvu ta podružnica njihova je v Avstriji, če se ne motim. In v bistvu oni ti pol ful pomagajo s tem, da imaš pleje tudi v tujini, da prideš na neke playliste, ki mogoče sam pač ne bi mogel priti. Vevo kanal sem dobila na YouTubu. Pa tako, predvsem založba ti predvsem pomaga se nekako pozicionirati, ker recimo ti, če sam pošleš komad na radio iz, ne vem, svojega maila Gaja.Prestor, boš imel recimo tudi ful manj možnosti, da dejansko te plejajo. Ok, tle na dve vprašanje. Ok, prvo vprašanje je, recimo ti poješ večino v slovenščini ali ne? Ker nisem imel ti nek angleški komad, ali se motim? Izdala ga nisem, tako da bi zdaj prav. Mislim, da na špilih igram veliko tudi angleških komadov. Ampak ja. Veš, kakšen fan. Dobro, se mi je zdelo, da sem slišal, bolj sem se zmotil. Ne, zato, ker ko pa je recimo v tujini, ja, ne? Ne, imela, en angleški komad je edin, sem imela z enim DJ-jem, sva naredila en tako nek remix komad, no, sem to, tega nisem štela kot pod svoje single, recimo. Ne. Ja, angleški bi tudi delala, no, ampak sem rekla, da trenutno, mislim za Slovenijo, da se hočem pač prvo v Sloveniji pozicionirati. V Sloveniji je ful težko, če začneš z angleščino, no. Tudi za radije, tudi za pleje in predvsem za folk, no. Tako da Slovenija je še vse malo kmetija. Taka velika kmetijica. Ma pol ti je cilj, da greš ven? Ja, definitivno bi šla, ne? Ampak nisem pa ena izmed teh, ki bom brez glavo zdaj šla, gremo kar v LA, gremo mi probat srečo, brez keša in brez plana. Ni šla ena naša tam gor, ki je pol prosla na GoFundMe? Una Zarja Oh fuck, nekje je Kaj je že bila ona? Veliko ljudem se pa to zgodi in ne bi hotela biti na tem mestu. In sem rekla, da če se grem kdaj take forice, prvo bi šla tako za par tednov, da spoznam folk, da dobim konekšne, da imam našparan tudi nek cash, da ne bom pol tam obtičala basically, za vse še čas, no. Nočem prehtevati stvari. Koliko si stara? 22. 2000-letnik. Kako ti pomaga pa to, ki si omenila prej? Mi smo uspešni. V tujini, ne? Če bi, recimo, kaj ti pomaga v Avstriji, če imaš slovenske komade? V Avstriji, to recimo je dost... Kako ti pomagajo, to me zanima. No, ja. Basically za Avstrijo zdaj ne vem točno. Pa Nemčija, ali pa ne vem nekaj. Mi smo v bistvu izdali zdaj samo en komad, tako da jaz v bistvu zdaj še zaenkrat nimam nekega feedbacka, koliko sem zadovoljna. Zdaj bomo izdali pač še 2 komada in tudi pač neki so se nam plani vmes malo porušili in smo mogli mačkam prilagoditi stvari, tako da v bistvu še lepo, ko bom jaz, ta pogodba je v bistvu za 3 komade trenutno. Tako in ko te 3 komade izdam, v bistvu potem tudi mi vsi skupaj pogledamo, koliko dejansko je kdo komu doprinesel in pa se bo tudi odločila dejansko. A mi je še za biti tukaj, ali trenutno bolj pač pa še biti sama, je pa definitivno pol lažje, ne, če delaš v angleščini, kar bi pač rada začela v prihodnosti. Ja, pol dejansko lahko greš ven, ne. Tako je. In tudi pol lažje prideš pol, ne vem, do kakšnih drugih producentov, pa basically so veze, ne. Tako da veze so pa itak povsod pomembne, sploh pač v tem biznisu. Si čula moj komad Mene zebe? Kaj? Si čula moj komad Mene zebe? Ne. Ga lahko pokažeš? Ti ga bom dal. Live reakcija. Ja, to je proper komad, to ni kar nekaj, saj. Ja, ne, to je proper zajebancija, tako bom rekel. Kje je moja labela, da ustnice imam lepe? Ja, Kot da snež. Ja. It's a jam. In od kje je prišla ta ideja? Tako, me je zeblo in sem bil, pač ja. Ma kaj, če bi jaz naredil en komad? Ja, in tako zebanci sem napisal enih par verzov in moj cimer se malo tako miksa audio in smo rekli, če gremo narediti za sprdnjo komadič. Smo naredili en test, smo rekli, če gremo narediti proper sprdnjo. In drugo leto pride ven vroče mi je. Super. Jaz, Drill, Masaja, Arne in žena in Junior. Ful dober.
Hudo drugače. To pa tega se zelo veselim. No. 6-minutni komad. Bohemian Rhapsody, neki jake. Ampak za tudi komad za Bohemian Rhapsody so vsi radiji vsem rekli, mislim, ko so Queeni poslali komad na radije, da tega noben ne bo vrtel in da to nikoli ne bo nikjer, tako da moraš sam sanjati. Ko boš videl, vroče mi je, bo šlo. To bi bil hit poletja, drugo leto. V višave. Da ti pač pravim, da drugo leto poletje ne da tvojim komada, ker džabe. Ga bom dal jaz in ga bomo povozili. Noted. Je rezerviral. Cool. Ti bom dal tako release day, da si lahko okrog njega ti uravnaš. Super, to je super. Sem bi rabila že zdaj, ko že zdaj planiram za naslednje leto. Aha, ok, se bomo. No, dejte uskladiti z vašimi menedžerji, pa bojo oni pogledali, poiskali. Dej, poveš še malo ti, skozi kakšne izzive si pa šla tako čez to tvojo karierno pot? Najprej jaz se moram sled, zdaj bom tako, stop, meni je vroče mi je. Ja, se je vroče. Ja, ne ležiti fucking vroče mi je. Pač prej te je tako čakal, samo se je premislil, brez moram majice. biti malo uštiman, ne. Fora je, da ta majica ima široko vratnik in če imam spode kratko majico, se ga vidi. Sem rekel, dobro, gre na kanotjeri. Ja. Ampak danes je prišla gospodična Gaja, ona je ful tako lušna, pupa, fashionable, in Jure je rekel, se ga moram tudi jaz uštimat, ampak veš, kakšen pizdunček je on? Tle smo se dobili ob 10:30, ne? In ono ob 10:30, by the way, jaz sem uštiman. Hvala. Hvala. Mislim, da bo človek pričakoval, da se bo šle po oblek. Sploh se nisem, sam srajco sem si dal. Me veseli. I'm flattered, da ste se... Jure bi oni uštiman, Tako je čakal. Jaz sem se v avtu kuhala, mislim, sleč se ne morem, ker... A mislim, ne moreš. Ja, lej, nismo prišli OnlyFansa snemati, še? Ja, Ok. Tako da Jure bo bil uštiman, jaz bo bil na mrga zdaj. Gaser. To je bolj tako resno vprašanje zdaj, no. Skozi kakšne izzive si kaj šla skozi to tvojo karierno pot? Veliko izzivov. Ja. Predvsem. Ne, resne teme. Ne. Ne vem, kaj je bilo tako smešno sploh. Ti izziv, zdaj smo moje vprašanje bilo smešno kot prvo in drugo, ki to pač ful ni človek. V glavni, kakšne izzive si šla skozi. Čez. Ja, pa se ne moram bolj resno govoriti, ker mi je ful smešno. Rabiš ropčke? Zdaj že me je vroče. Ok, v redu sem. Moj bog. Ali srčki. Ja. Ja, ta postava ti mene spravi v jok. Gaja Prestor spravila v jok. Imamo naslov. Gaja Prestor spravili v jok. Ok. V glavnem, najtežji je po mojem se začel tam nekje konc osnovne šole, ko sem v bistvu začela objavljati stvari bolj redno na social media. In se spomnite Ask FM, ko je bil. Ja, no, in to sem si, jaz sem takrat po mojem 6. razred, 7. razred. In jaz sem bila takrat malo bolj... Aha, konkretna. Ja, nisem bila zdaj full debela, ampak sem bila pa malo bolj zalita, no, taka. Konkretna. Ja. In sem takrat v bistvu tudi objavljala neke svoje prve pač covere na YouTube in sem dobila tako res veliko negativnih komentarjev, ampak takih res zlobnih. In na ta Ask prav specifično, to je bila tako največja travma mojega lifea, po mojem, ker to je bilo pač toliko enega hejta, da je bilo pač res, mislim, ful je bilo heavy, no, sploh takrat, ker recimo že sam pač nisi najbolj zadovoljen sam sabo, in pol še pač te stvari prebereš, je bilo res, je bilo kar grozen, no. In tudi v osnovni šoli, no, sem imela tudi par specifičnih posameznikov od starejših generacij, ki so bili tudi tako zbadanje prav na hodnikih, a veš, to ni bilo tako sam bullying na internetu, ampak tudi pač bullying dejansko v šoli in pa še ful sem bila nesrečno zaljubljena in je bilo sam tako katastrofa. Katastrofa. Najslabše obdobje, tako meni se zdi, da je pač. Ja, res. Zdaj je najboljše meni, ta, veš, po faks obdobje. Tako, ja, najbolj vse prej je ono, preveč imaš te neke vpliva te družbe. To je bilo v bistvu najbolj heavy in sem v bistvu takrat mogla tudi ful začeti pač delati sama na sebi. Kaj lahko je slab joke? Najbolj heavy poleg tebe. To se ljudje sprejemajo, nisem hotel reči.
Ne, dober žok. Ne, dobro je. Zdaj je dober. Okay. Pogem pa stran, pa tako, kjer si te modeli, kako več ne pridem, stari. Ja, in pol v bistvu... Ask FM, v glavnem, ja. Kaj? Ja, Ask FM. to je bilo tako najbolj, po mojem, traumatično zame. Po pa itak, veš, po v bistvu leta 2016, to ne vem, če veliko ljudi ve, sem šla na Slovenija ima talent. In na Slovenija ima talent sem popušila težko, ampak tako popušila, da v bistvu ful je bilo smešen zaradi tega, ker jaz pač pridem in tam mi tak vsi vemo, da je pač vse zrežirano. Ja, vse to, ne? Vse. Ja. In v bistvu ti že, ko si v zadnji, pač v tem backstageu se točno vidi, pač, kdo bo šel naprej in kdo ne bo šel Kako naprej. pa to, mislim, veš? Zaradi tega, ker tisti, ki so šli naprej, so z vsemi pač snemali intervjuje, a veš, in posod, jaz sem dala mogoče en intervju, pa še to samo za osnovno in sem dala, niso snemali mojega prihoda. A ja. Niso snemali, veš, jaz sem bila takoj pač neki, pač, že Neki, to me ja. je v glavi, veš, šita, ne, pač nisem med ta boljšimi. In že takrat, ko sem pač, ne vem, imela ta, ko sem mogla govoriti pač nekaj vse, pa to, pa koga me je najbolj strah, so ful znajo obračati tvoje besede. Da v bistvu ti poveš ravno to, kar oni hočejo slišati. Ja. In v bistvu potem sem jaz šla pač gor in sem pela ta I Dream the Dream in kar v bistvu še vedno, zdaj ko gledam, res ni bila dobra izbira komada zame in trema me je pač totalno pač uničila, ampak še vsem solidno sem zapela, definitivno ni bilo slabo in cela dvorana mi je ostala tako stoječe pač ovacije, ploskanje in pol me je pač žirija tako totalno spluvala, ampak tako res totalno, ampak pol niti niso dali teh stvari, recimo, ko so vse, kar so rekli, niso dali pač v oddajo. Pol so v bistvu samo tako nekako oddajo, pač dobila sem tri ne pa en ja in potem so dejansko oddajo tako zmontirali, da je glih izgledalo, da sem rekla, kao, koga me je strah in te so mi pol dali ne in tako mene pa pač face, ki niso glih zadovoljne, v glavnem bilo je tako dost grdo. Ampak štekam, se pravim, to je show, whatever, pač nisem mi posrečal, ampak takrat me je tis pač zelo podrl, jaz sem glih začela srednjo šolo. In to je bilo en teden po začetku srednje šole na televiziji. Ja. Ti si predstavljali prideti v srednjo, v ponedeljek, ko si v nedeljo bil na talentih in pač so te totalno zdisali, pač kako, veš, ko čutiš pač poglede na sebe, pač kamorkoli greš. Ne? In jaz sem že bila takrat tako, da sploh ne bi šla pač v šolo, ker mi je bilo pač tako težko, če sem zdaj umaknila, bom pač sam pokazala, da sem pač weak. In sem šla in je bilo dost heavy, ampak sem sfurala in pol dejansko, če te Nehaj. Ampak ne, gledam, če se to ne bi zgodil, pač ta cela izkušnja s talenti, definitivno ne bi začela toliko haslati, da pač vsem dokažem, da Vidiš, pač je drugače. Zato pa moral of the story, stvar, ki mi je bila najbolj grozna in traumatična in ful ne bi hotela, da se mi zgodi, je bila v bistvu največja motivacija zame, da sem pač začela toliko delati. Tako da v bistvu nimam niti nobenih zamer do nikogar, ker pač točno to se je pač moglo zgoditi in je bila v bistvu zdaj ful dobra šola. No? Imaš kakšen nasvet za te naše poslušalce, če so bulijani, če ne verjamejo vase? Ja, jaz bom tako rekla, ne bom rekla zdaj sej bo, ker to je meni najhujše, da ti tako reči sej bo, ampak res bo, ampak en nasvet je, ko sem ga slišala, sem videla tudi v enem podcastu, this too shall pass. Ja. Vse stvari, to če se ti zdijo pač en dan tako res najbolj grozne, vse bo šlo mimo. Takrat moraš pač res samo čim bolj na sebi delati, se zamotiti nekak stvarmi, ki te pač veliko pomenijo in se pač predvsem pogovarjati pač o svojih stiskah in težavah, ker najhujše je takrat, ko folk doživlja neke te stvari in mogoče tega ne pove niti pač staršem doma, ali pa pač prijateljem. In tako je ful lažje, če pač ti svoje stiske nekomu izraziš, ali pa učiteljem v šoli, če recimo si pač doma, nisi toliko blizu recimo starši, ker vem, da dosta otrokom je pač starši ful težko to komunicirati, da se odpreš in da se ne zapiraš vase. Zdaj, ok, ti si imela probleme, pa si bila bolj, si rekla, konkretna. In veš, kaj me zanima? Zdaj, recimo, zdaj je ful moderno to, da se reče pač, ja, to je v redu, to je vse lepo in prav, ne? Kaj pa ti misliš o tem? Aha, ta body positive. Ja, kako se ti to zdi? Ja, kako bi ti rekla, meni se zdi, da že vse stvari, ki se zdaj na svetu dogajajo in s temi spoli in identificiram se kot omara, ne vem, to se meni zdi tako malo, da je šlo že vse malo preveč
daleč. Podpiram, mislim, valjda podpiram vse LGBTQ, vse mi je tako the best, ampak ene stvari so mi tako mal too much. Glede tega body positivity, pa jaz že recimo sama pri sebi vidim, da že takrat jaz nisem bila debela, ampak se nisem dobro počutila. In kdorkoli reče, kako je pač malo več skrb, da se ful dobro počuti, dvomim. Ali pa niti ne ve verjetno, kako je. Jaz recimo zagovarjam res pač zdravo prehrano, ampak pač balanced zdravo prehrano, da uživaš life, ne da imaš zdaj ful restrikcij, valjda odvisen od tvojega cilja, če hočeš zdaj ful shujšati, pa narediti maso, moraš biti v nekem jedilniku, ampak se mi zdi, da... Dej ti ščegi. Ne vem, še vsem, da si zdrav, ne? In da si zdrav, pač moraš se gibati in pač moraš zdravo jesti in to je pač fakt, ne? Ampak vsak se pa seveda pač sam odloča, kako bo pač živel svoje življenje. Ja, tako, veš to, ne vem, zdaj recimo, da te nekdo bulja, da si debel, itak je grozno, ne, samo kaj lahko narediš, lahko se delaš, da te pač ne prizadane, verjetno, kaj so neke ali pa ne narediš nič, ali pa se pač rečeš, se sprijazneš, pač se vidiš, pač okej, samo kaj se moraš ti spremeniti za druge, ne, samo v resnici pa je to je ful zoprna tema. Ful je zoprna tema. Jaz lahko govorim specifično samo iz mojega primera, ker jaz vem, kako sem se jaz takrat počutila in jaz sem krejvala, da shujšam. Jaz sem hotla pač biti taka kot vse moje prijateljice, ker sem bila pač edina, ker nisem šla nikoli na bazen poleti in sem bila edina, ker sem pač bila tako vedno, mi je bilo pač najhujša stvar na svetu mi je bila, ker pač prihajajo poleti in sem vedela, da bom mogla iti v kopalke in sem pač hotla sem biti pač ta bejba, ki bo pač se dobro počutila v kopalkah in sem začela pač tudi, pa ne sem zaradi kopalk, zaradi vsega nasploh. Nisem pač enostavno, se pač nisem dobro počutila in nisem se počutila zdravo in zato sem v bistvu tudi začela da sem toliko spremenila svoj lifestyle, ker jaz recimo nisem jedla nobene zelenjave po mojem do svojega 16. leta. Tako, nič. Jaz sem pač živela od krompirja pa testenin, ni čuden, da me je bilo malo več skupaj. Dobro, zdaj si ful samozavestna v svojem telesu, ne? Zdaj sem po mojem prvič v življenju, da se res dobro počutim. No in kako si prišla do tega? Mogoče to je, recimo za neko punco zdaj, ne, ki je 16 let stara, pa je bolj obilna in čuti ta pressure od družbe, kaj zdaj narediti? Ja, zdaj najslabša stvar je, ali pa najboljša, jaz bi rekla, da je ful slabo, da greš googlat zdaj ful enih stvari, a ne. Bolj z tega, ker gor imaš itak toliko enih različnih stvari, ki ni nujen, da pač so za vsakega posameznika okej. Jaz bi rekla, da je najboljš, da se pač posvetuješ z nekom, ki je res specialist na tem področju, ali kakšen nutricionist, ali pa kakšen pač osebni trener, že samo, da v bistvu vidva postavita neke realne cilje, kaj lahko ti narediš, ne vem, v roku 3 mesecev, kaj lahko narediš ti v roku pol leta ali pa pač v 1 letu. Ker najbolj narobe je to, kar sem pač tudi jaz delala, da sem hotla pač v 3 mesecih na silo, ne? Pač ja. Se ni point, da si to v resnici, ja, ampak ne? Jaz sem recimo hotla biti suha, jaz nisem pač hotla imeti mišic takrat in potem sem jaz pač ful sem malo jedla, tako res nisem imela nobene energije, vmes sem imela tudi bulimijo. In je bilo tako, mislim, ali bi pa rekla, da sem bila na robu bulimije, no? Velikrat sem to prakticirala, ni bilo pa zdaj že toliko, da bi, se pravim, bulimija je, da bruhaš, ne? Ja, to je tudi spet taka malo občutljiva tema, no? Ampak to sem se zelo hitro ven potegnila, ker mi je začel pa glasilke. Veš, tebe je peti v resnici, te drži. Se pravim, to je bilo toliko enih stvari in jaz sem potem, takrat v srednji šoli, ko sem pač rekla, da sem tako prišla ob 6 zvečer dama, ne, sem šla pol takoj v fitness in sem pač, ne vem, uro pa pol, 2 uri pač tekla na tekalni in če tega nisem naredila, pač ni bil dober dan, ne. In takrat sem pač samo ta kardio skozi delala in skozi pač ful malo jedla in tak. Počutila sem se pa tako, sem bila suha, ampak sem bila tako, kot ena uvenela solata, stari. Pa nisem si bila všeč sploh, bila sem si tako, ne vem. Pa sem pa nekako že samo, da sem pač spremenila ta nekak pogled na hrano. Ker ti recimo, če boš pojedel pač pico in že zraven med tem, ko ješ pico, razmišljalo, to se mi bo poznalo, zredila se bom, se pač boš zredila, ker se boš pač stresirala in telo, ko je v stresu, se bo začela maščoba nabirati. Če boš pa ti užival pico, bo pač čist drugače. Jaz bi tle samo en komentar dal. Če ti hočeš shujšati in veš, da pač ogljikovih hidrati in če boš jedel pico, pač boš dobil, mislim, ne boš dobil zaradi te določene pice, ampak še vedno, če ni to v tvojem dnevnem kaloričnem unem, pač je pa tudi tle ena težka stvar. Težka stvar je tudi biti
imeti stvari pod kontrolo, ne? Mislim, Ful težko, to je... ampak jaz mislim, da pač ti veš, koliko daš notri in koliko pokuriš, če hočeš shujšati, moraš več pokuriti, kot dati not. Tako. To lahko recimo trekanje ti ful pomaga na teh aplikacijah, ampak... Še vedno ni to, ja. Ja, to je pa spet ful težko, ko sem pa jaz to začela, je pa pol drug disorder se pojavil, zato ker sem ratala preveč obsedena s kalorijami. In to je res en tak začaran krog, iz katerega je res težko prideti. In jaz zdaj živim po tem pravilu 80-20, se pravi 80% moje prehrane pač iz day by day healthy, doma si ful kuham, ne vem, že samo to, da zamenjaš, ne vem, bele žemljice z, ne vem, pirinim kruhom ali pa z ajdovim kruhom, že to je recimo it's something, ali pa da si daš recimo, ne vem, že sam ta olje, da si, ne vem, kupaš unga v spreju ali namesto da daš pa pač 3 žlice unga drugega olja, ne vem, da ješ navadnega piščanca na žaru namesto piščanca, ki je pohan. Te neke večne spremembe, ampak še vsem pa, da v njih 20% pa tudi poješ pico, pa poješ hamburger, pa poješ pač sladoled. Ampak to, da je res 80% prehrane, kolikor se da zdrave, pa pol v njih 20% pač. Se pice in harur te ne bojo zredili, ne? To je trik, ne? Ja. Povej ti, Matej, kako ti držiš svojo linijo? Mojo linijo drži moj hiter metabolizem, ker dam not gre ven. Pa se to ponovadi vedno gre. Ja, ma meni gre... Nekaj, jaz in Gaja držimo not. Ja, ti držiš not. Kaj? Ne moram ga pohvaliti, je bil prednji, shujšal. Že je malo... Ne, veš kaj je bil moj problem? Gluten. Gluten je bil moj problem. Hodil v fitness, ko norim, vedno imel ta trebuh. In zdaj jem, si prav ne jem več kruha, pač ne, ampak za zajtrk pojem vem košček brez glutenskega, z jajci in z salamo ali z lososom in dejansko nimam več. Veš ono, ki... Ja, sej, če si intoleranten na glutena, ne, to je tako, lahko je tudi ful nevaren, ne, tako da to je tako unikega, recimo moj dedi ima tok fejs, da recimo morata imeti z babi pač ločeno kuhno, ker ne smejo recimo niti pač kuhalence, pa to ne sme biti prijeti v stik z glutenom. Da ni to njegov izgovor, samo da se oddalji od nje. Ej, ne moram živeti s tabo, rabim novo stanovanje. Lej, bom prišla ena, mi bo kuhala, veš. Jo, veš, da je frka, naprimer, pač meni tudi, ne vem, jaz moram jesti tako 2 do 3 tisoč kalorij na dan, če jaz hočem... Ja, 16 tisoč jih rabim. Jurej, sem bil jaz tudi pri majstrih, pizda, meni to, jaz kurim ko iz pičke. Ja, ma res, si ne rabiš, lej, sej kurc, sej si mišičast. Iste pičke. V glavnem, pravila si sladoled, pred oddajo si rekla, bi prodajala sladoled. Ja, hotela sem, preden da sem začela pač pet in vse ostale stvari, sem hotela imeti počitniško delo in sem hotela pač delati v sladoledarnici, ker pač sladoled rocks. Obožujem sladoled. Jaz, ko se upokojim, oprosti, bom imel sladoledarne po celem svetu. Ja, in bom prodal sladoled, ki kot si rekla, sladoled je the fucking shit. To je res. In sem hotela vedno, pola več sem si vedno mislila, kao, haha, se lahko malo kradeš, a veš, pa ben. Mislim, ne, sej vi... Zakaj? Kaj je bil problem? Vidiš, hotela je sladolede krasti in take stvari in pa kaj se je čudila? Če da to njen uni mindset. Grem delati, zakaj če bi šla delati v fast food? Kebab bi lahko lupla si vsako toliko malo. V glavnem, če se ti karijera ne uspe, bom imel eno delo v mojih sladoledarnih zate. Veš, kaj je prestor, da ti je delal kot v sladoledarni? Boste sladoled. A si predstavljaš, to je bilo da gaš precarsko. Kjer je tvoj najljubši sladoled? Melone. Tvoj? Kva? Melona, to je bilo zelo nenavadno okus. Za najljubši sladoled. Kaj pa ti? Kaj ima najljubši sladoled? Vanilja. Kako si basic! Ne morate biti vanilja najljubši sladoled. Pa najljubši, okej. Amarena. Jaz drugač tako malo judgam folk glede na to, kjer je njun najljubši sladoled. Yes, thanks, I'm judged. Čokolada je, to si zame slab človek. Jaz sem rekla, čokolada, kdo ima res, čokolada sladoled res ni dober. Pač res je škif. Pač res ni dober. Fuck me, pač maba. Res ni dober. Ker meni je tako, fujam rada čokolado, ampak čokoladni sladoled, something went wrong. Ja. Čokolada je jaka. Kaj ni isto melona, ono, je sadež. Kaj pa pistacija? Pistacija, že fulkrat hotel provati, nisem vzel. Pistacija je moja najljubša, ampak moraš vedeti, katera. Ker imaš une, ki so ful umetne in so kojenči gumi in so ogavne, imaš pa une prave, jaz sem jo prvič jedla po mojemu Firencah. Ja, dobro, tam verjetno ja. Ampak, poslušaj, najdeš dobre, tudi v Ljubljani, recimo sem pol jaz najdla, imam je svoje spotke. Vigo? Ne, Vigo mi je skoraj med slabšimi na moji listi. Ni. Meni sta v Ljubljani najboljša, poslušaj to, v kakao imate to, zahvalite se mi,
res, ker sem vam spremljala live s tem sladoledom. V glavnem, imate v kakavu, se reče white pista, bela čokolada z pistacijino kremo, ampak uno pistacijino kremo, ki je pač tako the shit in ta kombinacija je tako najboljša. Pa imaš pa še gelaterijo romantiko, ko imajo pa prav ta je pa isto tam dol na Petkovšku, tam imajo pa tudi to pravo italijansko gelato sceno in imaš uno pistacijo, ki je res una creamy in res taka ta prava pistacija. Ti govoriš v kakao tu, kaj je ki ima čez neko čokolado. Veš, si probala onega, ki ima čokolado čez? No, vse sem probala. Kako se kliče? Ampak je ful težek, nisem prišel na kepico, skoraj umrl. Nekaj čokoladno tris je, pa imaš uno čokoladno, pa imaš uno kremo, pa imaš arašidovo kremo. Arašidova kremo. To isto znam, da kač pol tega, pa pol te pistacije, ampak ta je full heavy. Ta je res heavy. Una white pista je pa res... Ok, bomo pravili white pista. Na svet, če kje vidite solidarno, sem ugotovil, da imajo une lopate notri, pomeni, da je dober sladoled. Ja. Ali pa če imajo une, veš, da so samo tisti železni, veš, da se ne vidi sladoleda? To je kao, to je italijansko pravilo. Ko sem bila v Firencah, je rekel, ko sva šla v neko to staro, kao najstarejšo gelaterijo. In je rekel, da takoj, ko vidiš ti sladoled, ki pač je v teh hribčkih, pač it's not good. Kao da ful mešajo z ne vem čim, pa to, da imaš pa ti sladoled, ki je v teh noter posodicah, veš, da je ful svež, pa da je res pač pripravljen kao pod pravimi pogoji. Fun fact about ice cream. Shout out vam enega sladodarja v Kopru, te moramo peljati en dan. Sem snemal en film pri njemu, full faca in vedno ti tako prijem mi da job sladoled. Ti si taka prodana duša. Kaj? Pač promoviraš sladoledarje, ki ti dajo zastonj sladoled vsem. Shout out. Čips, kaj jaz dobim zastonj sladoled mogoče pri njemu? Mislim, dobim jaz zastonj sladoled? Ne, jaz bi prišel, jaz rad sam imam ne mi da sladoled, če ga promoviraš tle. Ampak priješ z mano, dobiš job. Ne bom prišel s tabo, ne pridi ti z mano. Pridi z mano? Poznaš ti njega ali poznaš ti pa? No, za rojstni dan sem bil pri njemu, sem peljal mojo in sem rekel, kje si daki, imam rojstni dan, sem peljal na sladoled in rekel, častim jaz. Zelo lepo. Prodal si se za 3 evre. Jaz pri njemu, če sem 3-krat mogoče v lifeu plačal sladoled. Če ne me napizdi, ne smemo plačati. Ne, drugače jaz imam še eno temo, samo ne vem koliko si to, ampak sem slil nekaj v lepotnih operacijah tudi, no, to lahko kje Imaš kaj narejeno? Mislim, imam pa nimam, a veš kaj mislim, ker vsakega rečeš mislim joške, ampak nimam usadkov, ampak imam, to je pa spet od prejšnje teme, ko smo govorili pač od hujšanja in vsega, sem v bistvu ko sem bila stara 16-17, sem iz košarce F. Koliko to je ful, kaj ni to? Ne, košarce E, ne, F. Imela sem A, B, C, D, iz košarce D, E, to je tudi že... Mislim, res sem imela joške, sem prišla na B. In si tela predstavljaš iz D na B in pač mi je ostalo ful kože. In to je bilo tako res beden, že zaradi tega, ker nisem mogla ne nositi pač niti enih normalnih kopalk, razen unih, ki pač imajo kaj visi? Kaj je veselo? Koža ti ostane, a ne? Ti pač kože, ti ne moreš z nobenimi vajami, ne moreš ti kože nazaj dati. Si to veš, kakšne vaje nome sise. Veš ti cele visijo. Ja, no, mislim, ni bilo toliko grozen, ampak je bilo to grozen, da je pač mene res motil. To je isto, kot recimo, ko kdo ful shujša, ne vem, pa grejo pa ostane koža, pa jo grejo pač rezati. No, in jaz nisem vedela, da to pač obstaja ta operacija in mi je pač že toliko moril life, ker niti jaz sem mogla za v gym imeti pač tako navaden modrc, pa še enega ali pa mogoče 2 športna modrca čez, da mi je pač držali joške. Pa kaj samo tle so ti ostale koža? Pač in se ne to malo samo tudi, se ne tudi samo to raztegne, ampak rabi ful časa. Ne, mislim, da sem na joškah je bil problem, no. Tako da, se pravi, nisem bila spet to, da bi bila overweight ali pa karkoli. In ja, in pa sem v bistvu zvela, da pač obstaja ta operacija, ki je v bistvu breast lift, se reče, ampak to se še ful ni pač poznal, da dejansko si lahko operiraš prsi brez, da bi šel pač si dati usadke noter, ker tudi takrat sem bila jaz dosti mlada in pač valjda si ne bi dala pač že usadkov. In sem pač se tudi posvetovala z zdravnico, ker dejansko ti lahko zavarovalnica pač pokrije to operacijo. Jaz sem glih prišla mal pod tem, da mi niso mogli tega kriti. Ampak pač sem vse šla in je bila tako najboljša odločitev v mojem lifeu. A to delajo tle? Res, v Zagreb sem šla. Tako da, ko sem videla, ne vem, če so sploh 2018 ali 2019 sem šla, pa ne vem sploh, če so v Sloveniji že to delali.
Pa ti si realno dosti izkušala, če si imela take probleme. Ja, mislim. Veš kaj, pri teh joških je bilo res, ko se rekla, vem, da sigurno še vsej 80 let ne bom imela otrok in sem rekla, zdaj bom pač najboljše leta svojega lifea bila insecure glede svojih jošk, če pač lahko si to popravim, nosim modrce, ki mi sedajo, kopalke, ki mi sedajo in sem tako... Na tajski ne bi bilo lepo pol, ne? Se sem rekla, tako da zelo zdaj izkoristi in jih kaži čim več. Podpišem. V glavnem, zdaj, ki imaš lepe šise. Jih tudi rada, da smo zasledili v tak lep lingerie. Z liščo si nekaj imela, znaš povedati kaj več. Ja. Mislim, jaz sem bila drugače ful tako. Včasih sem ful judžala bejbe, ko to delajo, ko se slikajo v perilu pa v kopalkah. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker sem jaz hotla to, pa pač nisem mogla. A ne, zdaj recimo te vzorce za nazaj pač razčiščujem in tudi sama vidim, da vedno je tako, ko ti bo šel nekdo, kaka punca, recimo specifično bejbe, ko ti gre pač kera na živce ali pa tako silno, v bistvu pač ti hočeš biti tako kot ona. Ali pa te moti... Ja, pa nam tebi to, kar vidiš, kar te moti na njemu. Ne? In jaz sem bila včasih tako, ker neki pozornost, bla, 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 ok, ampak zdaj sem pa pač tako, pač sedemi, dobro se počutam, če fotkam v perilu, sploh če fotkam pač z kakšnimi fotografinjami, ki pač so mi res jake. Raj z ženskami kot z moškimi? Veš kaj, zaenkrat fotkam ful velik za Tjašo Barbo, ona je meni tako največja umetnica, artistka, jaz ne vem, kaj ona dela s temi fotkami, ampak pač everything pač goes, tako res, ona mi je, she's a goddess. In z njo v bistvu sem se z njo prvič tako fotkala neko pač lingerie sceno, ker lahko tudi pač hiter izpadejo cheap te slike in pač nikoli nisem hotela nekih takih cheap fotk delati. Ko se reče boudoir, nekaj takega. Boudoir, verjetno, nekaj francosko je to verjetno. Ja, ker recimo ene slike so meni še zdaj, ki jih pač tako, mi res niso okusne in pač jaz pač hočem delati fotke, ki niso tako... Imaš nek collection, ki ti ni okusen. Se lahko jaz in Matej pogledamo, pa povemo, če je primerno. Okusen, ne, mislim tako, ampak ene stvari so mi res tako, ene stvari mi pač niso moj stilno, tako bom rekla. Ja, in v bistvu, ko pač, ko to šeram, ni zdaj iz njega, mislim, mi tako vsi šeramo neke stvari s tem tudi, da dobiš ali pozornost, da dobiš ne vem karkoli, itak, ampak enostavno mi deva nek power, samozavest in ne da bi iskala zdaj potrditev od kogarkoli, ampak meni pač sede. In tudi, ko me kdorkoli vpraša, sem tako, ja pač kva, pač sedem mi, kva, a moram pač zdaj razlagati, Daj to i ti, če lahko. A veš, zdaj za to. In tudi ena ful dobra moral of the story, da nikoli ne reč, da nekaj ne boš naredil, ali pa nikoli ne judžati nikoga, ker nekaj dela, ker pač nikoli ne veš, da boš ti to začel delati. Amen. Res. Vedno. Naredila sem še vsako stvar, ki sem rekla, da je nikoli ne bom. Mogoče lih to moraš narediti. Ja. Čeprav ne bom nikoli nobenega ubil. Jo, mislim tako, no. To je bilo zdaj teoretično rečeno. Ja. Ma zdaj študiram ta boudoir, to. Boudoir. To je full pa kaj je že to? Sexual in nesexual. To pa je bolj samo za... Ja, sexual in nesexual, veš kaj delajo? To oni delajo tipo, veš, neveste za svojega ženina, veš, tipo neke seksi slike pred poroko. To je dela ena kolegica, ki jo poznam, je bila pač fotografinja. Ok, se mi zdi, da vem, kaj mislite. Ma še vedno je podobno ono, ker jaz sem videl nek TikTok tvoj, se mi zdi, ki si bila v spodnjem perilu in je neka taka scena, veš, ono. Ok, 2x pa pol, sem rabil 2 minute, ne zabavam se. V glavnem no. Ja, to, kaj sem hotel reči, da ena moja kolegica, zdaj sem se čisto zmedil. Zmedla si ga, ja. Hvala, to ste me... Da fotka te bejbe v predporočne scence. Ja, ne vem, zdaj sem zgubil, kaj, če ste me zjebali. Ful dober nasvet za vsako punco, ki hoče se počutiti malo bolj seksi, pa malo bolj samozavestno, pač pejte enkrat fotkat, res. Se z nekom, pa ne date teh fotk nikamor dati, pač imejte jih zase, tako res z nekom, z nekim fotografom, ki vam je cool, pač dajte si, pač bookite si ta en session, ki ti res, ko vidiš te fotke... Mi imamo studio. Ne, res, to je meni ful pomagal. Ja, samo tak, ker si se že naredila, verjetno. Nisi se šla slikati, ko si nisi bila... Tudi tako, recimo, se ne govorim zdaj samo o fotkah, ki sem jih pač objavljala, ne, ampak tudi tako fotke, ki jih imaš recimo zase, ne. Ja, samo... Ampak si prvo mogla biti si všeč, ajde, dam, ali ne. To je pa, it's a process. It's a process, ja. Tako. Moram reči, meni so ful boljše v lingereju kot cele nage punce. Meni je drugače, jaz se to drugače tudi strinjam.
Imam eno vprašanje, ful dobro. Tako za naš podcast. Tako za naš podcast. Ful tipov sem videl nekaj zadnje čase, da imajo fetiše seksa s spodnjim perilom, da ima ženska gor. To je jako. Ne, jaz to ne bi v life. Meni tudi to všeč. To je jako. Ne. To je jako. Ja. Kako to vse neki... Ne, jaz sem proti. Ne, okej, pazi to. Spodaj ima vse te štrikce, najlonke, vse. Ja, brez gat vsaj. Da se umakneš tako. Ja, ampak meni... No, To, preveč. modrček je dobro, da se vidi skozi, pač vedno bi rad videl sise, ne. In če ne, pazi to. Ima neko perilo. Ima luknjo vmes. okej. Govorimo teoretično, no. Da ne bomo bili preveč eksplicitni. Ja. Stvar Ima okusa. tipo lingerie ene cheap shit in Ja. ti to strgaš. In pol je samo tam buza. Ja, in pol njo podpraskaš, ti pol ono se obrukaš, da ne moreš trgati. Jure. Ali govoriš to iz lastnih izkušenj? Ne, takih izkušenj. Ampak ne vem, meni ne se... gre! Kaj niso New Yorker! No, Jure, vlečeš, napačno. That's what she said. V glavnem, no, jaz sem proti spodnjem perilu med raznimi Ti slečeš opravki. vse dol. Jaz slečem vse, jaz hočem raw verzijo. Okay. Medium raw. Ti rekel, da ja, ti si rekel tudi, da ja. Odvisen kdaj? Mislim, zapaše tudi to, Odvisno no. od razpoloženja, ampak če imam neko hudo priloga, pač ne bi res rada samo imela Ja. gor za 10 sekund, a ne? Tako, nek se Poseksaj vidi na razkoš. Nek se vidi razko. Ok, dobro. Zanimivo. Ne me kakšna prepriča drugače. V glavnem, najboljši del podcasta vprašanja. Ojoj. Torej, Gajo, včeraj so dali na naš Instagram vprašanja. Dvakrat smo jih dali, danes in včeraj. Ja. In zdaj so te vprašali nekaj vprašanja za Gajo. Matej Rimanič, kdo je lepši, Jure ali Matej? To vprašanje ni bilo, tega vprašanja. To. A je? Vsak v svojem pogledu. Ok, kdo ima lepši pogled? Te neki, no. Oba sta lepa. Ampak da je bolj. Dej neki. Pivo doče Rimanič. Ok, dobro, gremo naprej. Za priflašače Jure. Veš, da je ona. Ivana Pika Bernetič, kakšen nasvetek za zdrav odnos v zvezi? Veliko se pogovarjati, Ja. tako, predvsem o stvarih, o katerih se nočete pogovarjati in tako res redno imeti pogovore o svojih čustvih, o situacijah, kako se počutiš, biti iskren, pa si pač pustiti biti ranljiv. Nikoli ne id skregan spat. To je pa res, nikoli ne skregan spati. Ja. Jure, kakšen nasvet? Ti, ki imaš toliko Bom zvez. izognil. Dobro. Nisem imel toliko. Kaj si rekel? Ti, ki si imel toliko zvez, ne? Ne, eno, ja, jaz sem imel eno dolgo. Zabava Tako da. se. Ne znam, da to svet, ker je preteklost. Tako da zgleda, da nisem neki lahko deli na svete. Pobega _ 46 ali ima ga fanta? Imam. Si zadovoljna z njim? Zelo. Že 4 leta. Zadovoljstva. Zdaj bo 4 leta. Ja. Ok. Kar long time. Imaš kakšne rezervni klopci? Kaj? Imaš kakšne rezervni klopci? Ja, to pa ne smem takole na glas povedati. Rezervna klopca je rezervna klopca z razlogom. Okay, Tako. Jerca Selak na svet za mlade glasbenike. Na svet za mlade glasbenike. Nehaj te pet, ker jaz sem najboljša. Ne, čim več pisati, prebrati vse pogodbe, ki jih kadarkoli podpisujete, boš 10-krat, kar nikoli. Ja. Pa pač čim več se povezvati, pa čim več Mreženje. vaditi, mreženje in čim več vaditi. In probati v bistvu dobiti špile, tudi ko so pač zastonj, zato dobiš pač čim več izkušenj. Tako ne zanemariti social media in pač delajte To pa dobre itak, ja. komade. Ne? In Tako, pač, tako. Mislim, dobre delajte feature dobro, ne? about, Delajte dobro. To V je vsakem to najboljši področju. razlog. Ja. Tako. Pa Jure, ti imaš kakšen nasvet za mlade glasbenike? Ja. Ne poslušati mojih nasvetov o glasbi. Ok, še enkrat ta Jerc vprašala, kdo te je navdihnil, da si se začela ukvarjati z glasbo? Kdo me je navdihnil? Po mojem, da sem takrat, je full Lady Gaga začela biti tako a rising star. In ona mi je bila tako, njo sem skozi Ja, gledala ona je in te bila en čas koreografije ful in tako, ona je bila pač tako tam 2008, 2009, se spomnim, da sem bila v neki koloniji in so vse te punce to poslušale in mi je bilo tako čist epic. In pa smo neke te plese se učile in neki nastopale, tako da Kje Lady si Gaga bila? mi je bila kolonija. Ja, kje? Mali Lošin. Hrvaška, Ja. to je neki luksuzno. Ne, to smo šli tisti, ki smo imeli astmo in smo imeli kao. To hodimo eno z unimi, ki pa imajo neke druge probleme. Hodijo zdaj v toplice. To
sem jaz pač, ker sem nekaj narobe z mano. Pač jaz sem mogla začeti od termeta Astmo imaš tudi? Imela sem jo kot otrok, pa je pol se zboljšala. Zdaj rabim tako, ja, jaz tudi, ampak tako res redko. No. Kaj to? Ok, dobro, redko. Ma to med seksom se ti lahko zgodi, da pač rabiš. Nisem ji še. Nobeni še ni izbil ne vem kako reči, čakaj. Nobeni še ni sapo vzel. Nobeni še ni vzel sape. Evo. No, amen, gremo naprej. Štej, 37, kdaj imate RD? Rojstni dan? Ja. 22. april 2000. 26. september, pa ti ure. 28. marec. Dobro, na kjero srednjo ste šli? Kozmetična, zdravstvena šola Celje, kozmetični tehnik. Ekonomska. Elektro. Nobeni bil na gimnaziji. Veste, največ vidite na gimnaziji, da ste uspešni, ne? Spet vprašali, ko ste se spoznali? Dobro. Ja. Ko ste se spoznali? Sladnil si mi v DM se. Res je. Za spremembo jaz sem meni punci. Pa ti, Jure, ko se spoznal z Gajo? Danes prvič. Ja. Pa mi dva, ko smo se spoznala. Matej me je prosil, če mu lahko nekaj pomaga. Ok, gremo naprej, šupak in grd. Najljubša hrana, Gaja? Pica. Carbonara. Hrana. Ne vem, rekel lazanja. Ok. Nisem jedel že 100 let. Špeta Teja, kaj je vaša sanska služba, Gaja? To, kar zdaj delam. Podcast. Ok. Nam je kar ratal v lifeu. To je, ko si na najboljšem podcastu, je lepo, ne, prijatno. Vse to, ja. A ti, Jure? Med podjetje. Ja, biti uspešen podjetnik z 10 milijonov evrov prometa na leto. Ok, samo. Zaenkrat dovolj. Dobro. Znamo tle. Če se randal skoraj, Gaja, koliko si stara, lih smo šli, ne, skozi to. Gaja. 22. To. Eva Pika Pahor, kdaj vidijo vsi, da je cool, kaj vidijo vsi, da je cool, ampak je overrated? Kaj Kava. vidijo vsi, da je cool? Ne. Vsak mi dika, kava je res overrated. Čiki Kar recimo, neki. čiki so overrated. Dobro, čiki so Ja, res pa neki. čokoladen sladoled tudi. Ja, se že ok, pogovarjali. tle se lahko strinjamo. Čokoladen sladoled. Škaj je overrated? Veš kaj, pivo. To je overrated. Pivo je res, pivo je meni Ok, tako, ja. res ni mi, res mi Je ne štekam res, da res. piva. I don't get it. Pa ti, Jure. Kaj je overrated? Pa ne vem, number one podcast, Bajevni, Ja. Selakovič, neka ideja. To je overrated. To je overrated. Aj, glej. B ideja. Lik tako, ne, Klemen, smo videli tvoje klipe, kar Ful dobri klipi. Pač, sorry, to ga moram. Pač, pazi naš nivel. Oni so bili neki intelektualci, veš. Zadnica ali joške. Ja, pa, stop. Oni so bili intelektualci, njihovi klipi so dobili po 2000 ogledov. Padli so na naš nivo, naš fora, tako napisi, zoom in tako, vprašanje Rital si se 100 000 ogledov. Jaz sem gledal en drugi podcast, To je to. en podcast, ki poznamo in so tipo, sem gledal, kakšne zume so dali, kar nekam. Ja, sem ti poslal uno. Ja, pa sem videl že sam to. Okay, ja. Ampak ono zoom le kar neki, zakaj zoomiraš? Ej, Ja. if you're good, be ready to get copied. Ja, ne, se Tako da- pač. In mi smo toliko dobri, da tudi če kopirajo, niso toliko dobri kot mi. Tako da Lej, nas ne skrbi. Smo Dajmo počaščeni. ostati humble, Ja, pa gremo naprej. ja, tako. Klemente imamo radi, samo pač. Smo boljši. Eva Pika Pahor spet. A iščete vaš dream job ali ga ustvarjate? Ustvarjamo. Stvarjamo. Amen. Senjorita Mendes, hola čika, komu je stas, kako si prišla do tega, da se samozavestno izražaš s petjem? Ojoj. Ja, čim več sem nastopala, basically z nastopanjem nekako sem zgubila tudi to tremo in v bistvu tudi to nekako, kaj si bo folk mislil, predvsem no glede komadov, čim več moraš iti pač izven svoje cone obdobja in pač sebe poslušati. Čeprav, to so skoraj dve ločeni vprašanje. Ja, ful je tak Ful čudno vprašanje, zakaj se peti? Mislim, kako se priš, da se lahko izražaš? Mislim, že to, da se izražaš, jaz se iskreno samo cenzuriram. Ne? Se smo že Verjetno so itak sem vsi- že vmes prejma tudi razlagala o Ja. tem, tako da. Dobro, v glavnem, Vita Anderson Glažar bi raje imela zelene ali živo rdeče lase? Živo rdeče. Ja, jaz tudi ti. Že vrdeče bi ti pasali. Ja, skapila, to je res. vprašanje za Vrdeče. Meni so še sredeče laske, pač ja bi ga. Rdeče laske. Ga nima šanse z njim, sorry. Rebol Šlaj. Rebeka, kaj je razlog, da si postala pevka? Rada Rada sem pela. nastopala, pač edina stvar, ki mi je bila res tako, ko sem se jo vedno najbolj veselila. Pač ta feeling, ki ga dobim na nastopih, je nek feeling, ki ga pač nikjer drugje ne morem dobiti in to pač hočem vedno znova doživljati kot neka druga. Ok, Jože Zupanič, Rimanič, ko je biti tako nabit. Jako.
Jako je. Dobro. Kaj to je bilo res vprašanje? Ja. Med tem, Ne, to je kaj bi šla... Kakšen je vprašanje? Kakšen Jože? Mi nimamo Jože to. Med tem je vprašal, kaj bi šla, naš tretji sovoditelj je vprašal, kaj bi šla z mano na dej. Ne bo šla, ker si gej. Ne bo šla, okej? Okay? In še naš gej. Ja, naš si, ne damo te. Torej ne. Seksaš nas, Žal. okej, stop. Gej stop. Stop, naš si, okej. Ampak je lušen poba, no. Bi ti bil všeč. Sasa del kot, kateri podcast je po tvojem mnenju najboljši v Sloveniji? Ojoj. Ok, člani, se ste vi najboljši, da. Klemen! Klemen, No, Klemen, sedi to je v se. redu. No, to je odgovor, nam je všeč tvoj odgovor. Spet vas vprašala, katera je tvoja najljubša famous oseba, s katero bi si kdaj želela imeti duet? Famous oseba, s katero bi si želela imeti duet. Lej, z veseljem, če Rihanna. vprašaš. Ona je huda. Ona je najbolj huda. Sploh poješ, kaj je zdaj ona? Ja, ne, si zato, kar neki, pač. Končala, je rekel. Ja, si dobila baby, ja. S kom že? A$AP Rocky. Ali pa z njim Niso šli že problema. niso šli že na razen? Ali so skupaj šli? Ne, po mojem sta skupaj, ti so bile neke govorice, ampak oba dva sta Kada je huda prevaral, ne? nerealno. Tako da. Ona dva sta mi, po mojem, favorite celebrity couple. Res? Ona je, ona je. A$AP Rocky ali Travis Scott? A$AP Rocky. Ja. Okay. Nik Jerman 8, koliko otrok si želiš imeti? Trenutno nič. Ne Dobro, želim si. enkrat Ne. na... Overall, Ne vem, ja. če si sploh želim otroke. No. Tako Nimam- LPG ne bi dala naprej. Ne vem, res nisem. Trenutno ne Sebičnica. čutim niti približno materinskega čuta ali pa želje potem, ampak tako sem rekla prej, ne bom si za naprej zastavljala stvari. Tako da Amen. trenutno ne, mogoče čez 10 Jure? let, mogoče ne. Koliko kaj- otrok? Če? Enga. Samo enega. Ja. Imel dva. Ma ne vem, enga ali dva. Dobro, če enga pač malo zmanjšamo populacijo. Okay, zdaj vam bom pokazal, zato ker pač Razpršiš piše, ne. tveganje. Alex underscore M09 underscore rak. Ti nehaj drugače Ne, preberi. si izmišljati vprašanj, Se da ne- ljudje pišejo, da si ti nabit. Ok, kaj piše drugo vprašanje? Kaj piše drugo vprašanje? Rimanič je hlod. Šupak. Rebol Rebeka, hvala. Mua. Vem, mrga. Rebeka Rebol, kateri reality show bi se prijavili, če bi se lahko pač prijavili? Če bi se že mogel, Članski moški. mogoče, kakšen eksatlon. Veš, da bomo naredili članski Ne, moški? ni več, Za da ni Jureta- res, da bomo za- naredili To je drugače za Ju- zanimiva ideja. Za Jureta se bojo potegovale naše O, punce. Ja. te Jaz sem pa. bil voditelj. Ja. Jo, ne, Kaj dej. je bilo vprašanje, v kjer reality show Ja, bi šla? Ja, ne vem. Če bi bila Slovenski, dej A slovenski. ja, ajde. slovenski pismo. Zakaj bi šla v Too Hot to Handle? Bola, čeprav ono je To- tako fake, po mojem. Itak da je, sem pač baby, ratajo tako nerealno famous in pola full businessov štartaš. Tako, to dobiš. Uni Harry Jowsey Baby je so še šle vedno. iz, ne vem, 2000 followerjev na 3 milijone. Samo Tako- ona z prve sezone sem jaz postali toliko popularni. Ja, ampak vsi so dobili full Flavta. audience. Ampak a ne. veš Pa kaj? tako, ja, mislim, zabavno bi mi bilo tako. Ja. Nič ne delajte ženske, večina. Ja, ampak pravim, da ene so smart in lahko naredijo. Jaz bi naredila biznise, no? In pola začneš full tako. Ja, se moraš imeti nek talent, pol pa se rabiš samo, da te To puščaš, je da res. tega imaš. Ne? To je res. Ampak zgleda mi zabavno, to bi šla. Tam drama. Veš lahko na sanskega moškega. Jaz bi bil full žirant na Sloveniji, ima talent. Pa sanska ženska bi lahko, skaj nimamo sanske ženske? Jure. Se bo, Kje? se je bilo je to včasih. Kje? Jure, kje? Ker po mojem bo tudi Ja, vse to. kmal, kdaj še. Ma ne, Bachelorette, kaj ni bil? Kaj? Kaj? The Bachelorette. Bachelorette. Kaj, niso se tam I punce have- I potegovali? have no idea. Ja. Ma obratno mislim, za punco. Da si, a ja, ma to se vse podvrti za ženo. Čeprav to je manj zabavno, ne, ker je manj drame. Se je to. Ne. Se je to. So pogruntali, da treba obrniti. Jana Jaksič, Tim, ti si moj dol. Ti imaš žal ni tle, tako da... Dej. Metka Šmit, kako ste člani moje, kdaj me boste povabili? Grem naprej. Ana Mačičkotnik, ali bi imela kaj za Ano Mačičkotnik? Dortana. Ana, we discussed this. Ne, Ana, pač, Ana, sorry. vsi Ne, stop. te ustavljajo, vsi. Veš, ko me ona osvaja, odkar sem zaseden, ona me hoče me. Ana je divja. Ana je čist divja. In ti je povedala, da en dan pred je končala s tipom, ali jo je prevaral, ne vem točno kaj je bilo, sem pozabil. In vprašal, Ana, koliko bi me cena, da je nas real talk. Je bila sama, se vozila v avto. Je rekla 9 od 10. In drugi dan končala. To neki V bistvu pove, si ne. ti, On je bil povod. on si, ja. Ja.
Upsi. Pač kaj, Tako po meni da- se dal kanotjero, pa je... Upsi. V glavnem, to je to od vprašanj, ga imaš Si pa si kakšno... pogledal obe? Ja. Imaš kakšno vprašanje ti za nas? Ja. Kako se vam je zdelo danes? Kako ste se imela? Ej, meni je bilo ful rado. Ušno, Ja. lepo. Lepo je tekel pogovor. Ne, iskreno, ne, kakšno mnenje sta imela o meni, preden da sta me poznala? Jaz sem se ti ful drugače predstavljal v živo, tako vam rekel. Ja. Članka si mislil, da boš bila Ja. malo bolj ljubljanska dosadna pička. Ja. Ne, izgledno sem se ti predstavljal drugače. Ej, si lepša v živo. Ja. Ne mi zdaj, don't flatter. Ne, ti ne, ampak jaz drugačno nisem vedel, kaj si predstavljati, ampak ja, pozitivno. Moja pupa je ful fenica tebe. In pa moja punca je ful tako, bo ko naj tako res od žensk najlepša. Oh. In zdaj pa, če moram biti jak tip in to priložnost izkoristiti, prosim, reči, ne, ja, ti si ful lepa. Ne, ja. Ne, ja. Ne, ja, zelo si lepa. Sorry, veš ga, prej ste rekli, da si lepa, ok, sorry. Jaz bi naredil še en shout-out za Žikca in Laro, naše zveste poslušalce. In še za Matjaža, enega kolega, ki sem ga spoznal v fitnessu, je rekel tudi, da nas gleda in da smo ful cool. Šarat, Matjaž Mona, up, Tako da ja. štekaš. Še kakšno vprašanje? Za nas? To. Dobro. Kaj je bilo tebi? Odlično, ful zabavno. Top. To je to, Jure, popelji nas. Lejte, vsi, ki ste poslušali ta čudoviti podcast, če vam je bilo všeč, če vam je Gaja všeč, dejte en follow, dejte en like, pošerajte z bratom, sestro, stricem, teto, mogoče tudi detkom, detkinjo. Pa dejte še uni zvonček, da vas obvesti, ko pride nov podcast, in to pa je to z naše strani. Mejte se lepo. In Gaja, veliko se kaj bi smejte. dodala, kje te najdejo? Ok, Najdete se me- vidimo, to je to.